Med je esenca vonjav in bogastva cvetja s polj in gozdov, čebelje družine in dela čebelarjev. Uživajmo med iz naših krajev, da dobimo cvetni prah rastlin iz našega okolja. Okus medu je odvisen od medičine rastline in je lahko blag, nežen, grenkoben ali celo malo pekoč. Okusov, barv in vonjev je toliko, kot je vrst medu, kar pri izbiri za posamezne jedi tudi upoštevamo. Med lahko popestrimo z raznimi zelišči, začimbami in dišavami. Generacije naših babic so skromnih živil z najedljivostjo, ustvarjalnostjo, spretnostjo in ljubeznijo zapustile bogato dediščino jedi z medom. Upoštevajmo osnovna načela. Merica medu na osebo na dan je 1 žlica. Med je slajši od sladkorja, zato ga glede na recepturo s sladkorjem porabljamo tretjino manj in pečemo pri nižjih temperaturah. Da lahko ohranimo vse bogastvo medu, ga ne segrevamo na več kot 40 stopinj Celzija in ga raje dodajamo jedem po toplotni obdelavi tik pred serviranjem. Nadev pripravimo iz pretlačene skute, cvetličnega medu, kisle smetane, rumenjakov in trd sneg stepenih beljakov in po potrebi še malo zdroba ali prosene kaše. Ajdovo moko poparimo z useljenim kropom. Dobro premešamo in na deski gnetemo, da dobimo gladko testo, ki ga razvaljamo. Hladno testo razvaljamo, namažemo z nadevom, potresemo z narezanimi svežimi zelišči melise, mete ali pehtrana. Tesno zvijemo, zavijemo in skuhamo v slanem kropu ali v sopari. Očiščen goveji file ali rozbif zmeljemo, še boljše je, če ga sesekljamo. Dodamo jajce, na maslu prepraženo sesekljano čebulo, lahko tudi na drobne kocke narezan hamburger, kislo smetano, sok limone, malo konjaka, sesekljane kapre in zelen peteršilj, gorčico, sol, poper in gozdni med. Vse sestavine dobro pregnetemo in vsaj za 1 uro postavimo v hladilnik. Oblikujemo kroglice. Lahko jih spečemo tako, da je središčna temperatura okoli 50 stopinj Celzija ali pa jih prepečemo. Testo pripravimo tako, da cela jajca in cvetlični med stepamo vsaj 5 minut, da lepo naraste. Lahko porabimo tudi kostanjev med, vendar malo zagrni. Dodamo malo mleka in olja ter ponovno stepamo. Nato masi dodamo presejano moko s pecilnim praškom in pretlačen kuhan kostan. Rahlo premešamo in v pekaču spečemo. Za kostanjevo kremo namočimo lističe želatine v mrzlo vodo. V mleku kuhamo prerezan strok vanilije in ga nato odstranimo. Ohladimo do toplega, dodamo žeto želatino, da se stopi, nato še med, pretlačen kostan, malo maraskina in mletega kardamoma. Stepemo smetano in jo rahlo premešamo kremi.
Ohlajeno testo namažemo s kremo in pustimo v hladilniku vsaj 2 uri, da se strdi. Narežemo, pokapamo s kostanjevim medom in na medu glaziranimi celimi kostanji. Moko, pecilni prašek, sladkor v prahu, mleti cimet, klinčke in kardamom presejemo skozi sito. Primešamo naribano limonino lupinico, vaniljev sladkor in mlete mandlje. Tekočemu medu dodamo razžvrkljana jajca. Iz vseh sestavin ognetemo testo in ga pustimo počivati en dan na hladnem. Testo razvaljamo in izrežemo poljubne like, zvezdice, srčke, angelčke. Lahko oblikujemo kroglice in dobimo medenjake. Pred pečenjem jih premažemo z mlekom. V vodni kopeli z metlico zmešamo mleti sladkor, sok limone ali pomaranče. Mešamo, da postane gladko in se dobro segreje, a zavreti ne sme. Lahko dodamo tudi stepen jajčni beljak. Polijemo ali s pomočjo dresirne vrečke okrasimo še toplo pecivo. V znak ljubezni, prijateljstva ali kot darilo pa lahko pokažete svojo ustvarjalnost in izdelate ornamentirani piškot iz trdega medenega testa, dražgoški kruhek. Moki dodamo začimbe, mleti poper, cimet, klinčke, muškatni orešček, jelenovo sol ali pecilni prašek in segreti med. Testo dobro pregnetemo. Oblikujemo lahko tradicionalno obliko polkrožni krajček, krog, zvezdo, majoliko ali srce. Okrasimo s planikami, klasjem, pentljami, ki jih oblikujemo s svaljkanjem in rezanjem testa. Spečemo in ob tem uživamo v prijetnem vonju po začimbah in medu. Magdalena Plajvajs v 3. izdaji Kuharice ali Navoda, izdani v Ljubljani 1890, nas v uvodu knjige nagovori. Dobro mi je znano, da je mnogo deklet, katere žele naučiti se varčno, slastno in okusno kuhati. Moko pogrejemo, malo mlačnega mleka damo kruhove droži in malo sladkorja in na toplem shajamo. Sladkor in rumenjake stepamo, da dobro naraste in dodamo še trd sneg beljakov. Raztopljeno maslo polijemo na moko, posolimo, dodamo malo janeža in prelijemo toplo mleko. Vse sestavine premešamo in dodamo še vzhajane droži, če pa teh nimamo, kvasec. Dobro raztepemo s kuhalnico, popršimo z moko, pokrijemo s prtom in na toplem shajamo. Pregnetemo z rokami in ponovno pustimo vzhajati. Na z moko potresenem prtu testo enakomerno razvaljamo. Premažemo s toplim, a ne proročim nadevom in še potresemo z orehi. Drobno zrežemo ali stolčemo orehova jedrca, zavremo med in mu pridamo maslo in ko 7 minut vre, ga odstavimo, dodamo rum, začimbe in orehe. Ko se malo ohladi, dodamo še rumenjak ali celo jajce. Potico trdo zavijemo, jo damo z maslom namazan glineni pekač. Na toplem shajamo, premažemo in spečemo. Uživajmo v uživanju. Pa dober tek.
Slovenski med je plod pridnih čebel in dar čistega okolja. Naša želja je, da na kulinaričnih delavnicah približamo njegovo uporabo v vsakdanji prehrani. Med je bil dragocen, ko še niso poznali sladkorja, in to mesto mu želimo vrniti danes.